Radijski roman. Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v petem nadaljevanju radijskega romana Pot do resnice. Spremljamo glavno junakinjo Ano sredi muslimanskega sveta. Ko sem govorila z Jezusom, sem mu postavila vprašanje. Zakaj nihče, ki bi lahko, ni storil ničesar? Vsi so bili slepi za grozodejstva in gluhi za klice na pomoč. Vsi politiki in vladarji zaradi tega niso nikoli odgovarjali, kot da se ni nič zgodilo. Izvoljeni vodje, njihove odločitve, način dela, vse to je odvisno od ljudi. Res je, da ljudje med sabo iščejo tiste, ki jih bodo vodili, vendar ko jih izberejo, živijo naprej svoje življenje. Molijo zase in za svoje bližnje. Redko molijo za izvoljene vodje. O njih niti ne razmišljajo. To je napačno. Z enako vnemo, kot molijo za svoje bližnje ter jih blagoslavljajo, bi morali verni moliti tudi za svoja vodstva. Kajti oni odločajo o pomembnih stvareh, zato potrebujejo Božje vodstvo. Velikokrat se zgodi, da tisti, ki je izbran, spremeni svoje prvotno mišljenje. Pade pod skušnjavo oholosti, pod skušnjavo manipulacij, ki jih s sabo prinaša vladanje. Ljudje, ki so ga izvolili, ga ne morejo zaščititi pred to skušnjavo. Ne morejo vplivati na to. Lahko pa ga zaščiti njihova molitev. Karkoli boste prosili nebeškega Očeta v mojem imenu, vam bo dano. Molite za njihovo modrost, sočutje, empatijo. Redno molite zanje in jih blagoslavljajte, kajti za nebeškega Očeta ni nič nemogoče. Ljudje za svoje vsakodnevne težave krivijo svoje vodstvo, ga preklinjajo z vsemi mogočimi kletvicami. To preklinjanje se potem vrača nadnje v obliki slabega vodenja. In tako se vam vaša dejanja in odnosi do drugih vračajo kot bumerang. Kletev se vrača nanje, ki so začeli s preklinjanjem. Tako se vse zaokroži. Morda vodilni niso verni, vendar bi dovolj močna molitev prebudila v njih milost in Oče bi lahko deloval po njih. Tudi mladenič, ki ni želel pomagati, je dobil ukaz od nadrejenega, da tega ne sme početi. Njegov greh je v tem, da je bil poslušen temu ukazu. Zakaj v času vojne nihče od njih, ki bi lahko, ni pomagal? Odgovor je, ker so bili nemočni, ker so jih nadzorovali ukazi njihovih vodij, njihovih nadrejenih. Tisti pa, ki bi lahko ustavili te grozote in tega niso storili, bodo nekoč vprašani, zakaj niso ničesar ukrenili. Mnogi namreč mislijo, da so odgovorni in bodo sojeni samo za tisto, kar so storili. To je res. Vendar je tudi res, da je človek odgovoren tudi za tisto, česar ni storil, pa bi lahko. Ljudje mislijo, da so čisti, ker ne grešijo. Vendar je greh tudi gledati in ne opozoriti. Greh je, če imaš dovolj kruha in samo gledaš lačnega brata. Veš, da on nima, vendar kljub temu ne deliš z njim. Prav je, da sam ne grešiš, vendar ni prav, da vidiš nekoga stalno grešiti in ga ne opozoriš. Moraš ga opozoriti.
moraš mu pomagati. Odgovarjali boste tudi za to, kar bi lahko, pa niste storili. Nebeški Oče nam je poklonil vso svojo milost, zato zahteva od nas zvestobo v duhu, duši in telesu. Ne bodi strpen do greha bližnjih, niti ne pristajaj na kompromise. Na začetku je bila ljudem podarjena svobodna volja, zato so lahko izbirali. Izbrali so Sodomo in Gomoro. Namesto Gospoda so izbrali zlato tele. Namesto odrešenika so izbrali razbojnika in morilca. Vedeli so, da je vse, kar so izbrali glede na dejansko stanje, kompromis na greh. Vendar so vseeno izbrali. Danes sami izbirajo svoje vodje. Čeprav vedo za njihove grehe, jih kljub temu izvolijo. Brez molitve in prepuščanja Svetemu Duhu. Vem, dostikrat pravijo, koga naj volim, če so vsi enaki, slabi. Tudi to je vaša odgovornost. Kajti če ne volite, bodo izbrani kandidati tistih, ki volijo. Molite za svoje izbrance in poglavarje, ker samo tako je lahko blagoslovljena država in delo njihovih rok. Ne preklinjajte nikogar, temveč molite in blagoslavljajte. Molite iskreno in predano. Tako je moj Gospod spremenil moj pogled na vojno in na vse, kar se je zgodilo v moji domovini. S tem mi je dal edino orožje, s katerim se gradi in brani večno kraljestvo, molitev. Gospod je iz mojega srca izbrisal sovraštvo do drugih in mi podaril moč svoje ljubezni, da lahko molim za vse, še posebej za tiste, ki odločajo. Kajti če oni nimajo Božjega vodstva, potem se ve, kdo jih vodi. Odločitve pa, ki jih sprejemajo, vplivajo na vse ljudi tega sveta. Gospod blagoslovi vse vodje tega sveta. Podari jim milost, modrost in vodstvo Svetega Duha. Navkljub od vojne razrušenem mestu so se ljudje trudili živeti normalno. Osnovne in srednje šole so delovale po kleteh ali na drugih skritih mestih. Otroci so se učili in pripravljali na boljši jutri. Ravno tako so fakultete organizirale predavanja in izpite ter redno vpisovale študente. Tako smo se vsi, namesto da bi premišljevali o vsakodnevnih nevarnostih, več ukvarjali s pripravo na prihodnost. Tudi sama sem se vpisala na fakulteto. Predavanj se nisem mogla redno udeleževati, vendar so bili profesorji ustrežljivi. Ko je streljanje prenehalo, smo nadomeščali, kar smo zamudili. Posebej kritično je bilo pozimi, saj ni bilo elektrike, niti plina ali kateregakoli drugega energenta. Navkljub temu, da ni bilo gretja, smo sedeli v učilnicah, poslušali in se učili. Za konec vojne. In ko se je to zgodilo, za lepše življenje. Prišel je tudi ta dan. Bila sem srečna, saj sem takoj po podpisu mirovnega sporazuma dobila službo, ki sem jo imela rada. Navezala sem stike, sklenila poznanstva z veliko ljudmi, poslušala življenjske zgodbe. Takrat sem menila, da je najhujše za mano in da je vse super. Delala sem tisto, kar sem rada počela. Nedolgo zatem pa sem dobila zaposlitev v mednarodni organizaciji. To je pomenilo veliko potovanj, lepo plačo in veliko drugih ugodnosti. Na dopust sem hodila v Francijo, Nemčijo, na Nizozemsko, Malezijo, Turčijo.
medtem ko sem sosednje države, kot so Hrvaška, Srbija, Črna Gora, obiskovala tedensko. Danes, ko premišljujem o tem obdobju, se zavedam, da sem takrat nehala premišljevati o stvarniku vsega. Enostavno so me predvsem okupirali denar, družba in zabava. Še vedno sem živela s starši in normalno, da sem jih finančno podpirala. Pomagala pa sem tudi 3 sestram, ki so že imele družine, a so bile, kakor tudi njihovi možje, brezposelne. Tako sem svojo plačo vzdrževala svojo in njihove družine. Poleg tega so si od mene pogosto še izposojale denar. Nikoli jih nisem spraševala, kdaj ga nameravajo vrniti. Njihovi možje so začeli delati kot mojstri pri gradnji. Nikoli jih nisem spraševala, kdaj ga nameravajo vrniti. Njihovi možje so začeli delati kot mojstri pri gradnji. Kljub lepim zaslužkom so si sestre še naprej pri meni izposojale denar z vsakokratnimi obljubami, da ga bodo vrnile. Nikoli ga niso. Moja šefinja, redoljubna Angležinja, ki je opazila izkoriščanje mojih sorodnikov, mi je svetovala, naj si zapišem vsa posojila, ki jih dajem sestram. Kajti imele so redne prihodke in bi lahko dolgove sproti poravnale. Nikoli nisem od njih zahtevala, naj mi vrnejo denar. Kljub temu, da so si v obdobju 3 let izposodile približno 13.000 nemških mark. Vsakokrat, ko so kupovali za otroke, so iskale denar pri meni ali pa so mi kar neposredno naročile, kaj potrebujejo, kaj naj kupim. S tem želim prikazati, kako mi je denar zameglil razum. Vendar je bilo postavljeno pravilo vedenja. Vrata hiše mojih staršev so se zaklepala ob 22. Če sem ostala zunaj po tej uri, mi ni bilo potrebno hoditi domov, ker nihče ne bi vstal in mi odklenil. Rezervnega ključa pa nisem mogla dobiti. Tako je bilo pravilo. Lahko ostaneš zunaj in spiš, kjer želiš. Naslednji dan pridi do 22. ure in nihče te ne bo spraševal, kje si bila in kaj si delala. To pravilo se mi je zdelo noro, ker je bil oče patriarhalen in krut v vzgoji. Vendar ni dolgo vztrajal pri tem, saj mu mama tega ni dovolila. Nekdo se bo vprašal, od kod naenkrat materi ljubezen do mene. V igri je bil samo njen interes. Vsak mesec sem namreč kupovala hrano, plačevala račune in še dodatno prispevala v družinski proračun. Mama je bila tako ustrežljiva le zato, ker je potrebovala denar, saj ji očetova pokojnina ni zadostovala. Navkljub vsemu se je materin odnos do mene v primerjavi z odnosom do sester še vedno zelo razlikoval. Spominjam se dogodka, ki to zelo nazorno prikazuje. Čez nekaj dni naj bi se z velikim praznikom Bajramom končal mesec posta Ramazan. Ob teh priložnostih so se v vseh muslimanskih družinah pripravili na praznovanje. Piškoti, torte, bogato obložene mize z najboljšimi jedmi. 2 dni pred Bajramom sem odšla v bližnjo trgovino in nakupila vse potrebno. Meso, sladkarije, sokove. Kupila sem torto, zalogo moke, testenin in vse ostalo, kar potrebuje družina za obdobje 1 meseca. Spominjam se, da je račun znašal 517 nemških mark. S taksijem sem se odpeljala domov. Potrebno je bilo kar nekaj časa, da smo vso hrano zložili iz avta v stanovanje. Mama je molčala in pridno zlagala vse, kar sem pripeljala. Razen tega sem njej in očetu podarila vsakemu po 50 nemških mark. Menila sem namreč, da je pametneje, da si sama kupita darilo, nekaj, kar zares potrebujeta. Na Bajram so prišle sestre z možmi.
Ena je prinesla komplet 6 kozarcev v vrednosti 6 nemških mark, druga leseno žlico, dekorativni okras za kuhinjo v vrednosti 4 nemških mark, tretja pa kuhinjsko rokavico za enak znesek. Malo po kosilu nas je obiskala teta, očetova sestra. Mama je pohitela, prinesla darila sester ter se pohvalila, kaj vse je dobila. 2x po 50 nemških mark pa ni niti omenila. Kasneje sem izvedela, da nikomur od sorodnikov niso nikoli omenili, koliko zaslužim in koliko jim dajem. O vsem so molčali in se stalno pritoževali, kako težko živijo, ker nimajo dovolj. S to krivico za nocoj končujemo, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, prav lepo vabljeni spet v družbo radijskega romana Pot do resnice prihodnji četrtek. Za nocoj vam rečem samo hvala za pozornost in lahko noč. Radijski roman.